A ste vi vedeli, da imamo v Sloveniji firmo, ki izdeluje pištole? Prav tiste prave, s katero šicnete nekoga. Res? A ste vedeli? A imate tle? Bežite ven s pištolo. No, ne dobimo čisto vseh pištol prek Janeza. Dolenjski proizvajalec strelnega orožja je za svojo novo pištolo dobil ta pravo stranko. Donald Trump pa ima pri roki še eno slovensko lepotico. Imenuje se Rex Zero 1, govorimo o pištoli. Gre za prvo serijsko pištolo izdelano v Sloveniji. Trump jo je še pred volitvami dobil v dar od dolenjskega podjetja Arex. Pištolo je v Trumpovem imenu prevzel ameriški podpredsednik Mike Pence. Zato je zmagal. Mi smo krivi. Da je dobra tržna niša, ne? Če si Slovenci in se odločiš izdelovati orožje, ga logično prodaš v Ameriko. Najboljša poteza je, če en primerek pošleš ta glavnem kavbojcu v državi. Trumpu je valjda treba poslati čisto posebno izvedbo pištole. In kakšna je ta? Razlika med njegovo pištolo in to pištolo je, da je tista ima ročno dodelane iz srebra platnice, ki so ročno pogravirane. Na eni strani je vrezen orel, simbol ZDA, na drugi pa Trumpovo geslo. Naredimo Ameriko spet veliko. V ZDA že ima svoj nadimek. Kličejo jo Melania, zaradi lepote, oblin in jasno porekla. Mater, malo kičasto ni? Zdaj so pištolo poslali ameriškem predsedniku ali enem kolumbijskem narkokralju. Ali pa diktatorju iz Bližnjega vzhoda, jaz ne vem. Čeprav Jelinčič bi verjetno ubil za eno tako kičasto pištolo. Moraš biti frajer, ko kradeš kipe s cerkve. Ne se pa dogaja to, kar smo zadnjič rekli. Čist vsak nov izdelek se bo zdaj imenoval Melania. Zakaj se ne bi še pištola? Pa v bistvu imate veliko skupnega s prvo damo, ne? V bistvu bolj ali manj z plastičnih delov, nakičani, pa na obe se palijo debeli belci. Isto. No, ko smo že pri njej, kot smo zvedeli pred tedni, ostaja Melania s svojim sinom do poletja v New Yorku. Ker hodite malo v šolo, pa ni fajn, če se med šolskim letom prešola, pa išče nove frende, ne. To lahko povzroči travme. Lahko si bo Tinder odprl, kaj veš. Kar pomeni, da Bela hiša vsaj pol leta ne bo imela prve dame. Ali pač. Now this comes as we learn that the soon-to-be first daughter may ending up functioning really more like a first lady. Already there is talk about Ivanka having an office at the White House. Ja, Amerika bo imela dve prvi dami. Tista ta prava bo v New Yorku zaprta v zlati stolpnici, kjer bojo pazili za $1 milijon na dan. Ta druga bo pa v sosednji pisarni od predsednika Donalda. In ta druga prva dama bo njegova hči Ivanka. Nam se zdi to malo čudno, ampak Donald Trump bo ziher vesel. My daughter is beautiful, Ivanka. By the way, your daughter. She's beautiful. Can I say this? A piece of ass. Yeah. Although she does have a very nice figure. I've said that if Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Stop it! Oh, it's so weird! You know who's one of the great beauties of the world, according to everybody? And I helped create her? Who? Ivanka. My daughter, Ivanka. Yeah. She's 6 feet tall. She's got the best body. Ivanka, what's the favorite thing you have in common with your father? Either real estate or golf. Donald, with your daughter? Well, I was going to say sex, but I can't relate that. Ni skrivnost, da je Donald mal nezdravo navdušen nad svojo hčerko, to smo že videli, ne? Pa se lahko kot fotor rečeš, da je tvoj otrok luškan, ampak Donaldu je Ivanka tako huda, da bi jo naj reš na brisu. Zelo pogosto je na čuden način izrazil svojo naklonjenost najljubši hčerki. Niti ne skriva, da mu je ta mala bolj všeč, ko bi priporočil dr. Freud za normalen razvoj otroka. Ker že v mladosti mu je plesala v naročju na načine, ki jih vidimo samo v Mengšu ali pa Drežnici. Kar hočem reči, je to, da imata Donald pa Ivanka mal nekonvencionalen odnos. Problem je edin to, da je v vseh 50 zveznih državah Amerike incest prepovedan. Mogoče se pa Donald in Ivanka preselita v Slovenijo, kjer je od prve Janševe vlade incestniki legalnega. Sam ideja, noben ne obrano, res. Od leta 2008 lahko seksate svojo žlahto, dokler so starejši do 18 let. Sam poudarjam, če kdo ni dojel. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!